Zvone Šeruga je v Slovenskih Konjicah poskrbel za zanimivo ponedeljkovo pozno popoldne 18. februarja 2013. Obiskovalcem potopisnega predavanja v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice je zelo slikovito predstavil svoje življenje na poti. Lep dober večer, veseli smo, da ste danes v tako velikem številu se tukaj zbrali. Verjamem, da ne zaradi mene, z nami je svetovni popotnik Zvone Šeruga in predlagam, da kar uživamo ob njegovem novem filmu in predstavitvi njegove najnovejše knjige. Tako da, Zvone, beseda. Hvala lepa. Takole, lepo zdrav vsem skupaj. Malo sem nostalgičen za takimi dvoranami, kot je zdaj vidim, pa so pri cajti, ki je bilo to še, ne vem, še z lustrov so dal vesel. Ampak tudi, boga mi, nocoj moram reči, da letošnji rekord točete in tako, sočasno, vse vse tega. Ker kljub temu, da se časi spreminjajo tudi, kar se tiče zanimanja za tovrstna potopisne predavanja, to bojo samo še v Butalah, hodijo pa lušni ljudje po parih ostalih krajih. No, kljub temu, meni se še zmeraj da, jaz še zmeraj počnem te nekako iste stvari, še zmeraj imam kup idej, kaj bi želel narediti in še zmeraj upam, da delček tega, kar sem v teh zadnjih letih delal, tudi uspem dati naprej. Ali v obliki knjige, tam je, vidite, nova, že 9. knjiga Popotnik, ali v obliki takole bolj fotografsko in video spominov na potovanje. Kaj ti tale zadeva, o kateri bomo nocoj govorili, to v bistvu knjiga sploh ni bila mišljena. Jaz sem rekel, knjige brez veze. Velikih je že bilo že tako malo rutinsko postaja, raben kar še nov izziv. Nov izziv sem pa že parkrat ugotovil, da bi lahko bila kamera, televizijska kamera in snemanje tovrstnih televizijskih dokumentarcev. Še, ne samo, da imam res tisto, kot sem rekel, da sem še da imam tudi izkušnje, ki jih verjetno pred 30 leti nisem imel. Imel sem tudi nekaj pomembnega, fantje, ne boste razumeli, lušno oziroma dve, no rekel, 3 krasne punce, ki naj bi bile tiste popotnice pred kamero, ki seveda čist drugače izgledajo, kot če se jaz takole nekako s kamero držim pa razlagam, veste, sedaj smo pa v Afriki, je hudo in grozno. To ne bi šlo. No in vse to sem združil v kupček potovanj, ki sicer do zdaj vsaj še niso dobile televizijske oblike, ker kljub temu, da so materiali že posneti in so doma, je seveda kriza. Če je pa kriza, pa rečeš, je kriza, ne bomo delali. Jaz se sicer malo drugače krize lotevam, no ampak upam, da bojo te stvari, ki bom nocoj samo nakazal, našle pot tudi na televizijske ekrane v bolj široki obliki, ampak potem, ko sem videl, da se te stvari nekako prepočasi premikajo, sem pa rekel, ja pa dajmo narediti tisto, kar znam narediti, to je pa ponovno knjiga. Na zadnje, tukaj pa res tako, se sam delam, fotografija, besedilo, oblikovanje, edin ciklus stila doma nisem sam vrtel, to je res. In tako je nastala 9. knjiga, ki pa jo bom res lahko nocoj predstavil tako v eni kombinaciji, tiste moje stare ljubezni, bi se reklo, fotografije in pa še ne povsem izživete strasti, to je pa televizijska videokamera. In skupaj s režiserjem Alešem Žemljo sva se že prebila skozi lep kupček teh stvari in naredila, tako bi rekel, par napovednikov, tistih, temu se pravi, tako, ko prideš v kino, pa vidiš, kaj bo naslednji film v 5 minutah, pa kak je 3 minutah, vse, kar je sploh vredno videti, brez veze, da greš v kino. No, to sva naredila, čeprav obljubljam, da je še veliko tudi ostalo. In bomo šli zdaj približno uro, dobro uro se bomo sprehodili na ta način skozi ta moja zelo tako plemenska področja, še zmeraj so rdeča nit mojih poti potovanje k ljudem. Popotnik, nova knjiga Zvoneta Šeruge, ekspedicija Indonezijska zahodna Papua, plemena Namiba in Kalaharja, afriška brezpotja na motorju od Kenije proti jugu in nazaj. 350 osnovnih strani besedila se z več kot 400 barvnimi fotografijami prepleta v 384 strani zelo zanimive knjige.
Zvone Šeruga, svetovni popotnik že 4 desetletja in ne samo to, poleg tega je še novinar in fotograf. Vsa njegova popotovanja se na koncu prepletajo tudi s potopisnimi predavanji. Nujna oprema na njegovih potovanjih je nahrbtnik in spalna vreča, seveda še računalnik, kamera in fotoaparat. Z ženo Romano je bil 1 leto v Afriki na poročnem potovanju. Pred dobrim desetletjem pa se je vse to veselje razširilo še na ostale popotnike, ki jim je tak način življenja blizu in želijo spoznavati nove kraje, običaje in ljudi na drugih koncih sveta. Nekajkrat na leto pelje manjše skupine po svojih zelo stranskih poteh Afrike in Azije. Vsa potovanja vodijo vedno in znova do ljudi, pa naj bodo še tako odmaknjeni in nenavadni, zaradi svoje preprostosti so zelo prijazni in učijo živeti na svoj način. Skoraj polovica sopotnikov je že njegovih stalnih gostov v starosti od 6 pa tja do 70 let, obvezno pa so vsi mladi po srcu in v vsakem je kanček avanturista. Prevladujejo samski ljudje, pari in družine. To so ljudje, ki imajo radi naravo in želijo preživeti svoj prosti čas malo drugače. Z nekaj truda in dobre volje zna Zvone Šeruga svoje ekipe sopotnic in sopotnikov popeljati v svet nepredstavljivih in nepozabnih izkušenj nekje daleč stran in odmaknjen od našega vsakdanjega vrveža.